Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Naš današnji gost je pred letom že predstavil svoja literarna dela, vse, kar počne v prostem času, a ker smo radovedni, kako je preživel čas, odkar se nismo videli, smo ga ponovno povabili. In z velikim veseljem bo danes predstavil svojo novo knjigo za mladino. Lep pozdrav, gospod Aco. Pozdravljeni. Gospod Aco Jeran, ste duhovnik, še vedno delujete v Štangi? Ja, sem duhovnik in pa še vedno delujem v Štangi in pa na Jančah, ker imam 2 župniji. Ampak ob vsem delu, ki ga imate v obeh župnijah, pišete tudi knjige za otroke in odrasle. Danes se bova malce zadržala pri vaši zadnji knjigi, ki je išla letos, Ključi se pogovarjajo. Knjiga je namenjena, to je ta knjiga je namenjena mladim bralcem, ki bodo spoznali človeške usode skozi pogovor ključev, ki visijo na steni. Glavni junaki so torej ključi, pa da jih naštejeva. Vilinec, graščinar, cerkvenik, dirkač, sodček, financar, lisjak, dimnikar, dvoriščnik, strahec, lakotnik. Na koncu pa so še 3 ključi, ki jih bom omenila pozneje. Najprej me zanima, kje ste našli idejo, da se ključi, ki visijo na steni, pogovarjajo o svojih usodah in o svojih lastnikih? Ta ideja se je razvila čist slučajno, spontano. Namreč v eni družbi smo se pogovarjali, kako bi bilo, če bi domače živali, psi pa mački, govorili, kaj vse bi imeli zapovedati o svojih lastnikih in tako naprej. No in potem se je nekako porodila ideja, kako bi pa bilo, če bi ključi spregovorili o svojih lastnikih, kaj bi imeli zapovedati o njihovem življenju. No in na ta način je ideja se razvila in nastala knjiga. Ja, knjigo je ilustriral tudi Gabriel Vrhovc. Zelo zanimive ilustracije so, mogoče bi pokazala, kakšno vsak ključek ima svojo podobo. Recimo tu je ključ policijskih lisic, vročokrvni lisjak, če ga pokaževa na kamero, kako izgleda. Kako ste pa prišli v stik s tem ilustratorjem, s Gabrielom? S tem ilustratorjem me je povezala gospa Andreja, direktorica Litijske knjižnice, ker za Litijsko knjižnico on vsako leto riše ilustracije za namajce. In mi je ponudila možnost, ker jaz sem pa iskal ilustratorja za to knjigo. No in sva se srečala, je naredil par ilustracij in so mi bile zelo všeč. Moram reči, da čist po mojem okusu. No, in povejte mi, vam je že kdo dejal, da je ta knjiga poučna? Namreč vi razlagate besedo vile. Razložite vse 3 pomene, to so pravljična bitja, orodje oziroma večje hiše. Torej raba v množini ednini, povsem drug pomen, pa ista beseda, recimo tujci bi bili zelo zbegani, če se učijo slovenščine. Ja. Prav tako opišete, kaj je delirij, pa kako so včasih kaznovali nepoštene obrtnike v srednjem veku. Pozoren bralec opazi v knjigi kup življenjskih resnic, kot da bi nam ključi pridigali, trkali na vest. Povejte, je kakšen bralec dejal, da je knjiga izjemno poučna? Da je izjemno poučna, tega mi ni še noben rekel. Ampak jaz dejansko se trudim v vsaki knjigi, ki jo napišem, se res trudim, da bi bila poučna. Ker če bi pisal samo za to, da grejo knjige v prodajo, da jaz s tem zaslužim, potem bi pisal na drugačen način. Moj cilj ni, da bom s knjigami zaslužil, ampak da vsak, ki prebere knjigo, da nekaj odnese, da se nekaj nauči, da mogoče pride do kakšnega novega spoznanja. To je moj cilj pri vsem pisanju. Ne pa zgodba sama, ki bi človek na hitro prebral, odložil knjigo in pa pozabil vse. No, všeč so mi tudi življenjske resnice, o katerih se ključi pogovarjajo. Recimo, kaj je mogoče kupiti z denarjem? Ne da se kupiti najdragocenejših stvari, kot so ljubezen, mir, prijateljstvo, naklonjenost, dobrota, zdravje, mirno srce. To lahko človek dobi le brezplačno. Se vam zdi, da je ta moderni svet močno pokvaril ljudi? Otroci živijo v internetnem svetu, svetu igric, računalnikov, iPhonov, iPadov. Kako je danes s čustvi? Jih skrivamo, se premalo pogovarjamo? Jaz mislim, da je sodobni človek, da ga je ves ta razvoj presenetil. Da dejansko nismo zreli pa dozoreli za vse tehnične pripomočke, ki jih imamo. Sploh otroci, starši
Mislim, da je veliko staršev, ki ne znajo otrokom postaviti meje. Televizija, računalnik, igrice, tablice, kdaj se uporablja, koliko se uporablja. Tako da nažalost je v mnogih družinah in pri mnogih otrocih postal računalnik ali pa tablica edini prijatelj. Čustva se izražajo preko Facebooka, Twitterja, ljudje se več ne srečujejo se zgolj v nekem virtualnem svetu, ne pa več osebno. Ne srečujejo se, ne obiskujejo se, ne hodijo na kavo, ker ni potrebe, ne. Je pa ta virtualni svet potem tudi poln nekih neumnosti. Zadnjič mi je glih govorila ena gospa, da je šla na Facebook in njena prijateljica je poslikala krožnik poln špagetov, kaj sem si za kosilo skuhala, in potem so bili odzivi, super, dobro, najrajši bi prišla in neumnost, ne. Se pravi, kako, kdaj in v kakšni meri uporabljati te tehnične pripomočke. Ali je to res pripomoček, ki meni služi, ali pa so to zadeve, ki jim človek dejansko služi, ne. In pri otrocih recimo te stvari puščajo dosti negativne posledice, posledično pa se to pozna tudi na čustvenem področju. Čustev se ne kaže, se jih ne izraža, ker jih ni treba, ne. In mislim, da bo tukaj treba se kar še malo učiti in razvijati. Zanimivo tudi opozarjate na napačno obnašanje ljudi, kot je recimo divjanje z avtomobilom. O tem pripoveduje dirkač, ključ dirkač. Prehitra vožnja se je namreč slabo končala, avto je bil uničen, totalka, voznik je postal invalid. Tako je postal dirkač ključ avtomobila brezdelnež. Zdi se, da s temi zgodbami v bistvu nagovarjate tudi odrasle, čeprav je knjiga za otroke. Knjiga je za otroke, za mlade, ki bodo nekoč dobili ključ avta v roke. Potem pa kaj in kako bodo vozili. Zato, ker mladi vozniki so dosti neučakani vozniki, prehitri vozniki in pa vozniki brez slabih izkušenj, ne. Ne vejo, kako je, če se z avtom zvrneš na streho, ne vejo, kako je, če ti avto pobegne, da zgubiš oblast nad vozilom, kot se reče, in končaš v jarku, in da bi jih pri tem obvaroval, ne, ker promet je tako gost, da moraš računati na vse ostale udeležence. V enem avtu lahko sedi nekdo, ki je na pol slep, na pol gluh, v drugem avtu je nekdo, ki je zelo star, v tretjem avtu je nekdo, ki se ločuje ali izgublja službo, v naslednjem avtu je spet človek s svojimi problemi. In ljudje, ki sedijo v avtu in ki vozijo, niso vedno pri stvari, sploh na poti v službo, iz službe, ki je vedno enaka pot, ki jo poznamo na pamet. Ampak nosijo svoje probleme s seboj, jih premlevajo in tako naprej. In če se med temi naenkrat znajde nek mlad, neučakan šofer, ki bi rad hiter prišel, ki bi rad videl, kako avto potegne, zna priti do katastrofe. Ključ stanovanja Strahec pregovori o življenju v bloku, kjer ni nobenega miru, kjer je vandalizem na hodnikih, kjer se uničujejo te skupne stvari. Tu opozarjate na slabe plati bivanja v bloku, kjer se ljudje sploh ne poznajo med seboj. A ste mogoče kdaj v življenju bivali v bloku? Hvala Bogu, nikoli. Imam dva bratranca, s katerima smo bili kot otroci dosti povezani in sta mi večkrat opisovala, kako je življenje v bloku. Sosedje se ne poznajo med seboj. V bistvu je to čebeljak, družine ločijo samo tanke stene, ampak se med sabo ne poznajo, ne. Niti zelo redki so, ki imajo prijatelje v bloku. Jaz sem bil čisto začuden. Sem bil prepričan, da vsaj v nadstropju se vsi poznajo, so med seboj v nekih prijateljskih odnosih, ampak ne, prijatelje so imeli v sosednjih blokih, ne pa v tem bloku, kjer so živeli. Tako da blokovsko življenje je življenje, ki ga pa res ne bi rad izkusil v življenju. Najbrž vam tudi ne bo treba. Kje se ta vaša nova knjiga lahko dobi? Je na voljo v vseh slovenskih knjižnicah, je knjigarnah, jo to prodaja mogoče založba, če pogledava. Salve. To je založba Salve, knjiga je šla v nakladi 600 izvodov. Kje se lahko vaša knjiga kupi? Ta knjiga se lahko kupi
pri meni recimo ali pa na Rakovniku v knjigarni založbe Salve, mislim, da tudi na Ognjišču, verjetno ne vem, kako imajo to, oni potem poslujejo med seboj. Nisem pogledala sicer v Kobisu, kako pa je s slovenskimi knjižnicami? Ste jim poslali izvod, da ga imajo na voljo? To založba Salve razpošlje. Je poslala? Ja. Tako da je knjiga dosegljiva vsem bralcem po Sloveniji. No, na koncu so v knjigi še 3 ključi, ki jih prej nisem naštela. To je USB ključ, ključ dnevnika majhne punčke, mali skrivnostnež ter ključ zaporniške celice, skesani nedolžnež. To o zaporniškem življenju ste opisali tudi zelo doživeto. Iz knjige veje vaša življenjska modrost, izkušnje. Pogrešala pa sem en ključ, ne? Vi ste motorist, kje pa je ključ težkega motorja? Ja, ima delo, najbrž ne visi kot brezdelnež. Ja, saj je ključ športnega avta, ne, to je podobno. Ja, ključ motorja niti nisem prišel, mi sploh ni prišlo na misel, da bi ga dodal. Bi pa bilo zanimivo dodati pa pisati o ovinkih, ja. Ja, kakšna je izkušnja motorista, ko ga marsikdaj spregledajo, lahko tudi izsilijo na cesti. Motorist mora biti v bistvu še bolj pozoren, ne, ker nima zaščite, ni v avtu, ne? To sem se jaz na kolesu naučil, da v prometu moraš vedno gledati na vse ostale udeležence in biti pozoren do njih, kaj počnejo, kako počnejo. Seveda na motorju edino, kar te varuje, je recimo čelada za glavo, to tudi zdrži, kolikor pač zdrži, ampak v primerjavi z avtom, kjer imaš varnostni pas, airbag, kletko, ki te obdaja, vso tisto pločevino, ki se zmečka, prijem pride udarc do tebe, je motorist dejansko izpostavljen. Takoj si na tleh, takoj si v drevesu ali kamorkoli te pač odnese. Tako da motorist je dejansko zelo izpostavljen, zato pa mora tudi zelo paziti na ostale udeležence, ker ljudje na splošno prepričanje velja, da so motoristi hitri pa divjaki. Ne vsi. So pa med njimi seveda tudi. Ampak jaz mislim, da bi vsak šofer v avtu se kot motorist obnašal popolnoma enako kot se jaz. Če je kolona, grem mimo, zato ker imam dovolj prostora, tako in tako ne bom nobenega oviral in na semaforju, če se postavim, da grem mimo kolone, se postavim pred črto, ko speljam, avti ostanejo za mano, tako in tako ne bodo imeli nobenega opravka z mano. Se pravi, motorista spustiti naprej, to ni nobena žrtev, dejansko ga samo spustiš, on gre svojo pot, ker če bi bil avtomobilist na motorju, bi vozil popolnoma enako. No, kot motorist ste letos potovali v Bosno, naši gledalci bodo lahko videli tudi te fotografije. Kako je bilo v Bosni, kaj ste si ogledali, koliko časa ste bili tam? V Bosni smo bili od ponedeljka do četrtka. Šlo nas je 5 motoristov in med sabo se skoraj nismo poznali. In to je bilo najboljše. Bila je moška ekipa, slišali smo drug za drugega, bežno smo se poznali, jaz z 2 se sploh nisem poznal in smo se imeli krasno. Krasno smo se razumeli. Bil je eden, ki je začrtal celotno pot in je bilo res fantastično. Tukaj moram sploh pohvaliti, ko sva se pogovarjali o prometu, promet v Bosni, ne? Ko smo se vključevali stranske ceste na glavno in so videli, da gre tu za skupino motoristov, ta prvi je zavil, ta drug še, ta tretji pa ne bi mogel več, se je promet ustavil, da smo vsi zavili in peljali kot skupina. V Sloveniji se bi se to zgodilo, ampak v Bosni je bil to reden postopek, tako da to sem bil zelo presenečen. Tudi nad Bosno samo moram reči, da skoraj se ne opaz več, da je bila dol vojna. Dost lepe ceste, prijazni ljudje, tako in tako, to je tradicionalno balkansko, da je prijaznost, gostoljubje zelo visoko rangirano. Tako da ja, res pozitivna izkušnja. In kaj ste si vse ogledali? Mi smo naredili krog po Bosni, se pravi, šli smo čez Kozaro, Banja Luko in potem smo naredili tak krog čez Sarajevo, Jahorino, Bjelašnico, pač ti kraji, kjer so potekale olimpijske igre.
potem pa seveda Mostar, Bihać, dolina Neretve, Vitez in tako naprej. Tako da je res en tak lušten krog smo naredili po celotni Bosni in smo videli tisto, kar se pač splača videti. Kaj pa nočni počitek? Ste bili v kakšnih kampih? So to hiše, ki sprejemajo recimo Welcome Bikers, ne? Ja. Kako je s tem bilo v Bosni? Ja, v Bosni Welcome Bikersov še ni tako, kot so recimo po Avstriji, Italiji ali pa pri nas, ne. Mi smo prespali enostavno v teh motelih. Vozili smo proti večeru, ko je bilo treba zaključiti, smo začeli malo iskati prvi motel, ki smo ga zagledali in smo se enostavno tam ustavili, vprašali za prostor, če imajo tudi vsaj delno varovano garažo ali pa parkirišče in pa za ceno. In cenovno nismo nikoli iskali, da bi šli od enega do drugega, ker bi bil kakšen predrag. Cena, se pravi prenočišče zajtrkom je tam nekje med 15 in 20 evri se gibe. Torej, prijetna izkušnja. Že kakšni načrti za novo motoristično potovanje? Ja, se že dogovarjamo, verjetno bo približno enaka ekipa, mogoče se bo še kdo pridružil. V drugi polovici junija mislimo iti za teden dni po Srbiji pa Črni Gori. Ker mi, ko smo starejši, ne, ki smo še odraščali v socializmu, ki smo se učili o Jugoslaviji, po raznih bitkah, pa je zanimivo potovati po teh krajih, ne, za tiste, ki smo bili še v jugoslovanski armadi in smo tam po jugu služili vojni rok, ne. Tako da, ja, me zelo vlečejo tudi ti kraji dol. Tako, zdaj se lahko šele odkrivajo biseri tiste bivše države, ko takrat ni bilo časa, nemožnosti, da bi potovali na te njihove najlepše kotičke. In te vaše izkušnje s potovanja unesete tudi v kolumne v reviji Moto.si. Tule imam izvode, če pokažemo našim gledalkam in gledalcem, kakšna je ta revija. Nekaj ste jih s seboj prinesli. Za to revijo pišete kolumne, recimo izbrala sem 3, bodite pozitivni, moja mami me je naučila in pa Mestne srajce. No, Mestne srajce mi je še posebej simpatična, pa vas bom kar vprašala. Letos, pa tudi vsa leta, to plenjenje po gozdovih, ne? Mestne srajce pridejo, poberejo, onesnažijo. Povejte, kakšne so te izkušnje, kako se je rodila ideja za Mestne srajce? Ta ideja je bila že dolg časa navzoča, samo da nisem vedel, kako bi jo ubesedil. Stvar mora nekako dozoreti, ne. In te Mestne srajce je bilo ravno tisto obdobje po pomladi, ko so na Jančah jagodne nedelje in potem sem rekel, da bom pa to napisal. Zato, ker zdaj, ko je tudi obdobje kostanja, v štangi to točno vidiš, najprej se vozijo avtomobili teh nabiralcev, potem za njimi se pripelje kakšen avto s cigani, ki grejo avte odpirati, za njimi se pripelje policija, ki potem te lovi, ne. Tako da to je prav zanimivo. Sem pa napisal to kolumno zato, ker to je v hribih velik problem, ne, s temi tako imenovanimi športnimi nabiralci, ne, gobarji, kostanj, borovnice, ker ogromno embalaže ostane po gozdovih. Saj tudi lastniki gozdov puščajo za sabo, to moramo povedati, ne. Ampak ti nabiralci puščajo veliko embalaže. Kmete pa predvsem moti, da ko naberajo v gozdu, recimo kostanj, borovnice, karkoli, potem še majčkeno stopijo na to nivo, pa na ono nivo, tam vzamejo paradižnik, nekje vzamejo paprike, nekje kumarice, tako da recimo kmetje zadnja leta imajo določene vrste zelenjave, kot je kakšen paradižnik, paprike, samo še okrog domače hiše, da imajo na očeh, ker drugače se redno zgodi, prideš na nivo in gledaš, ni več, pa bi moralo biti. Tudi drva, ne, pospravijo? Ja, tudi drva. Ja, en gospod tamle iz Čita mi je razlagal, ne, da je zelo zanimiv, ko pripravijo drva metrska, recimo za prodajo, pa je bilo 10 metrov,
pa je čez kakšne 14 dni prišel, pa jih je bilo samo še 6 metrov, ne. Ja, zanimivo je, kako kažemo na druge ljudi radi s prstom, ne, da se grdo obnašajo v zvezi s smetmi, ne, ampak tale primer mestnih srajc je pa zelo, zelo poučen, trka na našo vest, ne, kako se domači ljudje obnašajo, ne. Pa kmete tudi jeziko zaprejo, poti, dostop do njihovih travnikov in gozdov in tako naprej, ne. Skratka, zelo nenavadno obnašanje, ne. Ja, dosti nenavadno obnašanje. Pogosto se zgodi, da gre tu v tem primeru tudi za dosti arogantne ljudi, ne? Da recimo hoče kmet na njivo, nekdo je zaparkiral, kje naj zdaj išče lastnika tega avtomobila. Ga ne more najti, lahko samo čaka, da bo lastnik prišel in da se bo odpeljal, ne? Tako da bi bilo fajn, da če že pridejo, parkirajo, da tudi pogledajo, kje parkirajo, ne. Kako pogosto izhaja ta revija, pa imate kdaj pisateljsko krizo, kaj napisati v kolumni ali tega materiala nikoli ne zmanjka? Revija izhaja na 2 meseca. Ja, se kar pojav kriza, kaj napisati. Moram reči, da jaz bi rad, oziroma se trudim, da bi pisal pozitivne pa poučne. Pozitivno vedno ne more biti, ne. Ampak da bi bilo poučno, ne bi se rad spuščal v politiko, ne bi se rad spuščal v gospodarstvo, kako je vse skupaj v krizi, ne bi rad ljudi polno z novicami pa informacijami, ki jih imajo polno v vseh medijih. Ampak bi rad mogoče malo podučil, kakšno zgodbo povedal, mogoče nasmejal in tako naprej. Tako da tu pa potem imamo včasih problem, kaj bi napisal ali pa kako bi napisal, ker revijo bere veliko ljudi, naslov kolumne je Župnikova pridiga. Določeni, ki preberajo Župnikova pridiga, že to župnik, že kar malo ošpice dobijo, ne. Ne vem sicer, zakaj gre, ampak sem pa proti, ne, župnikom, ne, po tem sistemu. In potem moram previdno napisati, da se nekdo ne čuti prizadetega, ne. Saj enkrat mi je urednik že poslal odziv nekega bralca, ne vem točno v vezi s katero kolumno je šlo, ampak je pisal, ja, kaj pa mariborski zvonovi, to pa nič ne omenaš, pa to, kaj počem. V Dnevniku mislim, po televiziji so govorili o tem, dnevno časopis je, a zdaj pa še jaz v motoristični reviji pišem o takih zadevah. Neumnost. Tako da, ja. Tukaj gre bolj za moralno, etična vprašanja, ne. Recimo tale tudi, moram omeniti, mama me je naučila, kje ste našli te, bi lahko rekli, neumnosti, ne. Recimo moja mami me je učila previdnosti, nosi vedno čisto perilo, kaj če se ti zgodi nesreča, pa recimo mama me je učila osnov osmoze, zapri usta in jej, ali pa mama me je naučila ekstremnega zvijanja telesa, samo poglej si to umazanijo na vratu, ne, če se ne pogledamo ogledalo, ne. Ali pa recimo, moja mami me je naučila osnov meteorologije, tvoja soba je takšna, kot bi skozi njo šel tornado. Pa mama me je učila hinavščine, če sem ti povedala enkrat, sem ti povedala milijonkrat, ne pretiravati, ne. Skratka, ali pa zdaj pa moli, da bo šlo to ven iz preproge, ne. Moja mami me je versko vzgajala. A ste si vse te misli sami izmislili ali kje prebrali to? Ker so res zanimive in hecne, no. Kakšna protislovja govorimo starši svojim otrokom, ne? Čisto skregano z logiko. Ja, dejansko. Ne vem več, kje sem to dobil. To je že stara kolumna. Ja, ker včasih so starši prav zabavni v svojih izjavah. V svoji modrosti, v narekovajih, ne? Seveda, se pa ne samo starši, se odrasli smo prav taki, ne? Ker že sami pregovori, če pogledamo, po eni strani pravi slovenski pregovor, dan se po jutru pozna, po drugi strani pa ne hvali dneva pred večerom, ne, se pravi, pride do kontradikcij. Skratka, vaše kolumne so res zelo zanimive. Tudi to vaše srečanje motoristov v štangi je najbrž zelo zanimivo. Kako je bilo letos? Lani ste dejali, da je zmanjkalo skoraj hrane in pijače. Ste bili letos bolj pripravljeni? Letos smo bili bolj pripravljeni, ampak del Slovenije je izostal, ker je bilo vreme tako čudno, da na enem koncu je bilo sončno ali pa vedro vreme, na drugem koncu Zasavje je pa recimo deževalo. No, mi smo srečanje vseeno imeli, kar smo imeli pripravljeno je pošlo,
Tako da na koncu smo bili zelo zadovoljni. Bi bilo več motoristov, če bi bilo lepo vreme, to je res. Ampak od leta 2009, mislim, je to bilo prvič se je zgodilo, da je bilo slabo vreme. Drugače smo imeli vsako leto sončno vreme. To je v pomladnem času. To je vsako leto zadnjo nedeljo v maju. Se pravi, zadnja nedelja v maju, potem pa ne glede na kater datum je. Ker vsako leto imamo tudi nek motivni stavek, nek motiv je, ali pa letos je bilo to Jaz sem okras tega sveta, se pravi, majice nosijo napis tega stavka, ki je kot leitmotiv, rečejo Nemci, se pravi, vodilo srečanja, in je včasih nekateri se prav nasmijo, ker so dosti zanimivi, ne. In letos sem videl, so majice šle zelo v promet, ker je bil ravno ta stavek, ne, Jaz sem okras tega sveta. Krasno, ne? Lepo. No, zdaj vas bom nekaj vprašala, kar sicer ne sodi ne v te knjige, mogoče sodi v kolumne in pa sodi vsekakor v pogovore z vašimi farani. Veliko ljudi se pogovarja z vami. Problem današnje družbe so tudi številne ločitve, uničene družine, največja žrtev so pa ravno otroci. Se pri svojem delu kdaj znajdete v vlogi svetovalca, ko dva ne vesta, kako naprej? Ali menite, da je v Sloveniji dovolj teologov, ki so zakonski svetovalci, ki rešujejo te krize? Jaz se ne čutim usposobljenega, da bi lahko ljudem, ki imajo zakonske krize, da bi jim lahko svetoval, strokovno svetoval, tako da bi res pomagal, kot se zagre. Je pa pravilo že skoraj, da je, da ko pridejo, če kdo pride do mene, si takšni primeri so, je ponavadi stvar že tako daleč zapeljana, da ni več kaj reševati, ne. V takem primeru jaz navadno vedno svetujem, da če sta se še sposobna kaj pogovarjati, podogovarjati, dajte najprej rešiti vprašanje, ali sva pripravljena sploh najino vezo reševati. Osnovno vprašanje. Če sta, potem pojta k strokovnjaku, ki vama bo pomagal, drugače pa pač najdete nek sporazum, kako naprej, ne. Ker veliko zakonov se sklene, ker se ljudje premalo med seboj poznajo, ali gre za trenutno navdušenje nad partnerjem, ki sem ga srečal, ali za neko močno zaljubljenost, pride do prehitro zaživijo skupaj, ne. Saj veliko je tako imenovanih izvenzakonskih skupnosti ali koruznikov, lepo slovensko, ne. Ti so vsaj neobremenjeni, oni pač rečejo, ok, zaključimo, gremo narazen, ne. Težava pa je, kadar gre dejansko za poročene, ampak predvsem pa, kadar gre za starše, ker tukaj so pa otroci na največjem udaru. In se spomnim, že mi je pred leti ena punčka govorila, da je šla po kolenih za svojim očetom, ki je odhajal, on je pa rekel, sej te imam rad. In ni razumela, kako mi ati prav, da me ima rad, jaz sem pa šla po kolenih za njim, se pravi, se je otrok strašansko ponižal, pa je vseeno šel, ne. In tu otroci dejansko doživljajo hude travme, ker otrok še ni, recimo temu, pokvarjen, kot smo odrasli, da bi bil preračunljiv, da bi videl, aha, ok, oči je pač srečal drugo žensko ali pa mami drugega moškega ali pa tako in tako nista bila za skupaj. Otrok ima oba dva starša enako rad, on je vesel, da sta skupaj, da družina funkcionira tako, kot funkcionira, ker otrok dejansko potrebuje in očeta in mamo, pika. To je dejstvo, ne, to je prava družina. Sicer je prikrajšan. Po drugi strani pa tudi potem otroci postanejo preračunljivi, ker starša, ko gresta enkrat narazen, tekmujeta za ljubezen oziroma naklonjenost svojih otrok in jim vse dopuščajo, zalagajo z denarjem, z vsem, kar si otrok zamisli in zaželi, ne. Tako da je veliko otrok ločenih staršev, ki se pohvalijo, imam 2 telefona, najnovejša izvedba, enega mi plačuje ati, enega mi plačuje mami, ne. In starši se potem tudi med sabo ne dogovorijo, če sva že midva šla narazen,
da ni bilo več za zdržati, dajva se potruditi pa otroka enotno pa lepo vzgajati. To ne gre, ne? Ker veliko parov, ki gre narazen, grejo res grdo narazen, so grdi odnosi, ostanejo in potem gre pa res vse narobe. No, to vaše delo z otroki, veliko delate z njimi tudi pri športu. Še vedno trenirate kempo, kje trenirate, kdaj so treningi, kako je s člani in seveda delo z otroki, z malimi novimi člani? Ja, kempo še vedno treniram, absolutno. Dokler bom dovolj zdrav, ne bom rekel dovolj star, ampak dokler bom dovolj zdrav, se bom s tem ukvarjal. Ja. Zdaj treniramo v Litiji, v dvorani Steko, tam zadnja hiša iz Litije, se pravi, kje je steklarstvo. V Šmartnu so bili prostori, kjer smo bili, so bili krasni, fantastični, tako da res hvala Taekwondo klubu Litija Šmartno, da so nas sprejeli, ampak so nam bili prostori premajhni, tako da smo bili prisiljeni poiskati večjo dvorano. Treninge imamo v ponedeljkih pa ob sredah, na spletni strani Kempo Arnis zveze se nas najde ali pa tudi na Facebooku. Imamo pa 3 skupine. Prva skupina so otroci od 3 let naprej, od 3. do 6. leta so pingvini, ki se v glavnem igramo in prek igre razvijamo motoriko, ker otroci imajo problem, da niti prevala reva že ne znajo narediti, ne. No, potem od 6. leta naprej ali pa od 1. razreda naprej se pa začne počasi s treningi. Potem druga skupina je ženska skupina, tako imenovan Boot Defense, ki je namenjen ženskam. Gre za telovadbo, dela se na kondiciji, na počutju. Delno je pa notri tudi neki samoobrambe, ker pač to Kempo Arnis je pač borilna veščina in prav je, da se to ženske naučijo vsaj določenih stvari, prijemov in tako. Zadnja skupina je pa potem tista moja skupina, ko še nekaj sam potreniram. Povejte mi, kako je z vašimi domačimi ljubljenčki, koliko jih je trenutno, ste dobili kakšnega novega v hišo, tudi naši gledalci in gledalke bodo videli, kaj imate vi vse doma, kaj vse leze in gre. Ja, te naši hišni ljubljenčki, torej trenutno jih je 6 mačkov, 2 psa pa 2 kači. No pa 2 miške, ampak tisto je samo prehodnega na začasnem bivanju. Ja. Prihodno leto pride še en kuže, ker Taja, ta najstarejša, največja psica je že v letih, jaz si pravim, da je stara dama, je stara 15 let, tako da je že precej naglušna. Imam pa pse zaradi varnosti v hiši, se pravi, da dajo glas, če kdo pride. Tako da, ja, zaenkrat jih je toliko, so pa res preveč razvajeni, vsaj jaz tako mislim, čeprav tukaj je bolj gospodinja kriva kot jaz, ampak so pa pravo gospoda, moram reči. Ob vsem delu, ki ga opravite čez dan, se redno vračate k staršem na kmetijo, da jim pomagate pri opravilih. Letošnje poletje je bilo vroče in stanovitno, tako da ste lepo v miru kmetovali in vrtnarili. Imate doma v štangi kakšen vrtiček ali vse to dobite pri mami in očetu? Imam vrtiček, seveda, oziroma mava se gospodinja ga veliko obdeluje. Za sprotno uporabo. Ja, za sprotno uporabo. Jaz imam to srečo, da so ljudje v Štangerski župniji ali pa v Janški župniji zelo širokogrudni in dobim res vse, kar se tiče zelenjave, kar se tiče mesa, mi prinesejo ogromno, tako da nobene stvari ne pogrešam. Doma to dobim pri starših, tako da vrtiček je, ampak samo solata, peteršilj, paradižnik, tisto, kar sprot potrebuješ z vrta, da vzameš. S seboj ste prinesli tudi svoje druge knjige. Zdaj, da pogledava, Umbrijski biser, to je najbrž o Frančišku Asiškemu. Tako, to je o Frančišku Asiškem, to je prvi del. Prvi del in drugi del, drugi tako? Del, ja. Če pokaževa našim gledalkam in gledalcem. Potem to knjigo ste tudi napisali, Razmišljanje za rešetkami. To je knjiga o nekom, ki se znajde... O fantu, ki je preprodajal drogo in se znajde za rešetkami. Za rešetkami. O gorečem škofu sva že govorila, tudi zelo zanimiva zgodba. Njegovo zgodbo ste pravzaprav
našli, kje, v kakšnem arhivu, kje se je nahajala ta zgodba, da vas je spodbudila za pisanje te knjige? Jaz sem zaključil magisterij in tema je bil ravno Škof Volk in pa njegovo karitativno delovanje med drugo svetovno vojno, ampak ker sem imel veliko materijala zbranega v njegovem življenju, se mi je zdelo primerno, da iz tega vsega nastane tudi nek roman, ker gradivo, ki sem ga rabil za magistrsko delo, je bilo pač čisto specifično, strokovno, vse ostalo, kar je bilo, sem pa potem spravil v romanizirano obliko. Tudi Pridi z menoj, sin moj, to je knjiga, ki ste pa napisali Pogovor treznega pijanca s sinom. Tu pa prav tako opozarjate na problem alkoholizma, ki razdre mnogo družin, uniči življenja vseh članov. Skratka, potem so tudi pasje, zgodbice, pes taj na kmečkem dvorišču. To je bil vaš kuža, ne? V resničnem življenju, ne? Ja, to je bil moj kuža v resničnem življenju. Nemški ovčar je bil krasen kuža. Krasen kuža in v spomin, v večno slavo ste mu napisali knjigo. Potem pa so tu še knjige za otroke, ne? To so Šmarnice. To so bile Šmarnice, ja. Napišete vsako leto novo ali kako je s temi zgodbami za otroke? Ne napišem vsako leto. Škofija ali pa pastoralna služba sicer izda temo, kaj naj bi se napisalo, pa pod kakšnimi pogoji. Jaz sem pravzaprav sem imel že te zgodbe večji del napisane za otroke. Sem pisal eno knjigico. No in potem, ko sem videl tole razpis za Šmarnice, sem prebral, kaj ne bi bilo vsebina pa tega in sem si rekel, jaz imam pa to že napisano. In sem enostavno jim poslal po elektronski pošti, sem rekel, pač kot ponudbo, ne, če bom izbran, ja, in dejansko sem bil izbran. No, krasno. Čeprav je tale čisto sveža, ne, letošnja, ključi se pogovarjajo, pa mene vseeno zanima, a že pišete kakšno novo knjigo? Je že kakšna ideja, ki počasi leze na papir? Ja, idej je dost. Torej, trenutno zdaj pišem scenarij za Žive jaslice, ki jih imamo vsako leto na Jančah v Božiču. Pišem tudi eno dramsko igro, ki jo bomo uprizorili aprila v Štangi v okviru nekega kulturnega popoldneva, ki bo za Štangarce in Štangarje organiziran. To je kulturno-športno društvo v Štangi me je naprosilo. Potem sem že naprošen, da bi za drugo leto napisal Šmarnice o Patru Piju, to je kapucin, ki je živel v Italiji. Tako da to je tisto, kar delam nekako po naročilu oziroma sem naprošen. Imam pa tudi svoje ideje, pa želje, kaj bi še napisal, ampak bodo morali še malo počakati. Poglejte, omenili ste že Žive jaslice v decembru, vse to, kar vas čaka, ampak zdaj, ko je jesenski čas, pa prihaja tudi zima na vrata, boste imeli konec meseca nek zanimiv dogodek v Štangi, ne? V zvezi s sajenjem drevesa. Ja, zdajle v nedeljo imamo ob 10. Je tako imenovana žegnanska nedelja, pride veliko romarjev, ker štangarska cerkev Svetega Antona je romarska cerkev. 100 let nazaj ali pa še manj je bila to ena največjih romarskih cerkva v Zasavju. Tega ljudje praviloma več niti ne vejo, ne? No in Štanga je znana po tej svoji lipi, kjer pravijo ljudje, domačini, da je zgodba ali pa nauk je sporočilo te lipe, da dekle, ki ne najde moža, se mora tako z glavo zaleteti v lipo, da se vrh zatrese, nekateri pravijo celo, da je porit udar in potem najde moža. Tako da lipo v Štangi mora biti in ker se stara lipa počasi odmera, smo sklenili, da bomo posadili nadomestno lipo, a ne novo lipo in to bomo v nedeljo opravili. Ja, krasno. Gospod Aco Jerant, najlepša hvala za ta pogovor, pa veliko uspeha vam želim še naprej ob pisanju knjig, kolumen in vsem tem, kar počnete, seveda tudi pri delovanju v športu in kot pisatelj oziroma pisec kolumen. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli v naš studio. Hvala lepa in srečno vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Hvala za vabilo. Srečno.